Živijo. En krasen, lep, čudovit, sončen pomladanski dan. Prijetno sončno, rahlo vetrovno. Danes mi je soproga predlagala, naj povem nekaj o modi na kolesu. O modi? Jaz, ko nimam pojma? Ok, mogoče zaupa moji hudomušnosti, da se bom spomnil kaj pametnega. Mislim, ker na modo pa res ne dam kaj dosti. Še najmanj na kolesu. Ker če se vam bo kdaj zdelo, da ste na specialki videli klovna ali pa klošarja, potem zna biti, da sem to bil jaz. Moram pa vseeno povedati, da je zelo lepo videti kolesarja, če je lepo opremljen. Sploh, kakšni imajo res take lepe usklajene drese. Še lepše je, če je to cela ekipa ali klub, ko jih vidiš, kako so vsi enotno oblečeni in šibajo po cesti ko violina. Danes so taki časi, da rekreacija brez par tisoč evrov vredne opreme ni vredna počenega groša. Zdaj, razlog, da jaz nisem lepo uštiman na kolesu, je zelo preprost. Jaz enostavno ne kupujem svojih kolesarskih oblačil in opreme. Mogoče bi pa to lahko bila tema današnjega videa. Kaj sploh imam oblečeno in zakaj? Najlažje bo, če začnemo od vrha navzdol. Na glavi imam obvezno čelado, ki jo nisem kupil sam. To čelado mi je lani prijazno podaril sodelavec, kolega. Potem, ko sem razbil svojo prejšnjo pri tistem padcu iz Stare Gore. No, pa tudi prejšnje čelade si nisem kupil sam. Fizično sem šel jaz po njo v trgovino, ampak denar sem dobil za darilo, za rojstni dan. V bistvu je bilo tako, da je ožje sorodstvo zbralo denar. Zdaj ne vem točno, kdo je dal, ali so bile sestre ali še kdo drugi, da ne bom delal krivice. V glavnem dobil sem 100 evrov, z njimi sem šel v Italijo, v outlet in za tisti denar sem dobil čelado, rokavičke in kolesarske čevlje. In še 5 evrov mi je ostalo. Pod čelado imam tako tanko bandano, ščiti pred soncem, od zadaj malo pokriva tudi vrat, preprečuje, da bi znoj tekel na čelo. Ok, dej. Se bom prav ustavil, če jo res tako hočete videti. Če je temperatura nekje okrog 10 stopinj Celzija, potem dam čez ušesa še trak. Če pa je bolj hladno, potem pa namesto te bandane dam gor tisto črno podkapo, ki ste jo verjetno videli, ko sem jo nosil po zimi. Tisto črno podkapo sem dobil že leta nazaj, ko sva šla enkrat s soprogo voziti gokarde in so nam jo dali za pod čelado. In sem jo obdržal in še zdaj mi pride prav. Kar se tiče teh dresov, ki jih imam gor po vrhu, to je vse kupljeno v Intersportu, znamka Nakamura. Enako tudi velja za hlače, to so vse ista znamka, ista trgovina, Nakamura, Intersport. Drugače po zimi oblečem pa tisto jakno z dolgimi rokavi in dolge hlače. Ne bi vedel znamke, kupljeno v Hoferju, vse skupaj 20 evrov. 100% poliester, tam ni niti enega naravnega vlakna. Tisto, če vržeš v naravo, 500 let ne razpade. Gre pa kar dobro. In mogoče bi lih na tem mestu lahko popravil svojo laž, ker mislim, da tisto v Hoferju sem pa res kupil sam in tudi plačal prav s svojim denarjem. Te drese od Nakamure iz Intersporta sem vse dobil za darilo. Tu moja soproga zorganizira in potem žlahta da denar in kupijo eni majčke, eni hlače, kaj pa vem. Tudi tisto rumeno-črno kolesarsko majico z dolgimi rokavi sem dobil za darilo. Niti nimam tako dosti teh dresov, ampak moja soproga je tako učinkovita perica, da tisti cajt, ko jaz pridem spod tuša, je dres že opran in suh. Tako da me ne boste po krivem obdolževali, če boste videli na 2 zaporednih videoposnetkih, da imam oblečen isti dres. 100% je bil vmes opran. No in za darilo sem dobil tudi tisti tanek plav anorak. To je res neverjetno. Vsa ta leta sem vložil 20 evrov v svojo opremo, pa ni čudno, da sem na kolesu res kot en
pajac. Kogarkoli hočem reči, da če se premeni v jame kakšna barva s čevlji, z dresom, s kolesom, karkoli je to čisti slučaj, naključje. Po zimi dam pa pod te rokavičke še tiste črne volnene, so zelo tople, tekaške rokavice. Njihova prednost je tudi v tem, da jih zazna ekran pametnega telefona. Tako da lahko tudi z rokavicami med vožnjo kaj pogledaš in uporabljaš. Se spomnim par let nazaj, ko sem imel neke druge rokavice, sem naredil fotko na hitro z nosom, če prst ni primil. Ja, seveda, in tudi tiste zimske rokavičke sem dobil za darilo, za rojstni dan od hčerke. Nogavičke imam vse take kratke, zdaj v tem pomladanskem času so celo ene malo višje. Če ne poleti, imam pa tiste čist nizke, da se jih sploh ne vidi ven iz čevlja. Za razliko od profesionalcev, ki jih imajo gor do kolen, ne vem točno, zakaj imajo to. Jaz rajš vidim, da so moje noge v celoti na izgled, da ima tudi publika kaj od tega. Enkrat me je v Italiji videla ena gospa in je rekla, ke bela makina. In sem videl iz prve, da se na kolesa ne spozna. Predvidevam, da je občudovala moje izklesano telo. Ja, se bi skoraj pozabil, očala. Mislim, da so znamka SH+. Darilo. Ko sem ta prve uničil, mi je soproga kupila popolnoma enaka. Ja, zdaj sem se spomnil, ko sem že skoraj vse povedal, da imam za tisto prehodno obdobje med jesenjo in zimo tudi take nogavčke, ki segajo od stegen do gležnjev, tako da ni treba oblačiti dolgih hlač. In obstaja velika verjetnost, da sem si tudi tiste nogavčke pred leti kupil sam. Zdaj od tistih, ki me poznajo, je mogoče celo kdo pogruntal, kaj mi še manjka, in ko pride sezona daril, kar korajžno. Ko sem že rekel na začetku, rekreacija brez par tisoč evrov vredne opreme ni vredna nič, ampak nekaj vam povem. Lepa majčka, lep dres vam ne bojo naredili vzpona. Zaradi mene ste lahko v kratkih hlačah na črto in v karierasti srajci, pa če vidim, da ga peglate gor v hrib, vam bom stisnil en like. Jaz sem pa že zdaj spet nazaj. Spet bo enih 50 km, 2 uri in 5 minut. Link bom dal od spodaj. Zaenkrat kar koristim Stravo redno. Tudi če kdo želi spremljati sproti, lahko vidi tam. Video bo pa objavljen s par dni zamude. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.